Gradnja osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju se nadaljuje. Kdaj bodo poletela letala za obrambo proti toči? Na Polenšaku so želi po starem. Pozdravljeni. Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju se po nekajmesečnem zastoju vendarle nadaljuje. Izvajalec je delo ustavil decembra, ker ni bilo zagotovljenega denarja za gradnjo. Pred kratkim pa so se občine Spodnjega Podravja le zavezale k sofinanciranju dobre 4 milijone evrov vredne investicije, dodatna sredstva pa je obljubila tudi država. 70 otrok bi lahko prihodnje šolsko leto začelo v novih učilnicah. Gradbišče šole dr. Ljudevita Pivka je danes ponovno oživelo. 7 mesecev so dela mirovala, ker ni bilo zagotovila, da bodo tudi plačana. Pred dnevi pa je 16 občin, katerih otroci obiskujejo šolo, vendarle privolilo v sofinanciranje gradnje. Za nas je pomembno, da občine čim prej sicer dajo te denar, ampak dogovorili smo se že v sporazumu, da to 2014, 2015, 2016, ker občine nekatere v letošnjem svojem proračunu tega nimajo. Ker so občine obljubile, da bodo zagotovile dobra 2 milijona evrov, bo država povečala svoj delež. Poleg že dodeljenega 1.600.000 evrov bo prispevala še dodatnega pol milijona. Naša občina podpisala tale sporazum s tem, da je dala varovalko, da če sredstva ne pridobi, potem tudi ta sporazum ne ostoji. Od države te obljubljena sredstva, zaradi česar smo morali tako na urgenco podpisati tale sporazum. Do konca leta naj bi bil objekt pod streho z vgrajenimi okni in vrati, a gradbinec, ki se je pri tej gradnji že opekel, je previden. Koliko je denarja, za toliko bomo tudi opravili del. Ko pa ne bo več denarja, potem pa bomo zdaj prekinili. Da bi otroci s posebnimi potrebami naslednje šolsko leto pouk res začeli v novih učilnicah, bodo občine in država denar morale zagotoviti prihodnje leto. V to, da bi dela končali in čakali na plačilo, pa v gradbenem podjetju ne bodo privolili. Vremenoslavci te dni napovedujejo muhasto vreme z možnostjo neviht s točo, a vsaj v Podravju bi se lahko zaščitili z letalsko obrambo. Toda letalo, ki je v pripravljenosti vse od maja, bo še nekaj dni ostalo na tleh. Spet se je zataknilo pri pridobivanju soglasij na Ministrstvu za kmetijstvo. Takšno je bilo opustošenje nad Kungoto zaradi toče že junija letos. Temni oblaki in rdeči alarm pa so nad Slovenijo grozili tudi danes. Tudi Horvatovi te dni zaskrbljeno pogledujejo v nebo, saj pridelujejo zelenjavo na kar 15 hektarjih. Seveda tudi poljedelci nastradajo, ampak mi nekako, če pade toča po solati, seveda je izguba 100% v trenutku, ne. Zato ne morejo razumeti birokracije, ki edino protitočno letalo v Sloveniji zadržuje na tleh v hangarju letalskega centra Maribor. Vsako leto je problem okoli tega ljubega podpisa ministrske pogodbe, ki pa je osnova, seveda, na kateri temeljijo dovoljenja za delo. Težava tokrat tiči na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ker za ministrov podpis očitno potrebujejo več dni. Enostavno nisem mogel dobiti od odgovornih oseb na ministrstvu, ne v kabinetu ministra, ne na oddelku, ki to pripravlja, nekih zagotovil, kako daleč je ta pogodba in kje ta pogodba je. Dogovarjanje med ministrstvi pa konkretno z aviončkom, ki ne leti, se mi zdi žalostno, da se to ne more v 2-3 dnevi zmeniti. Vlada je namreč že junija potrdila sklep o izvajanju letalske protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji za 2 leti in v proračunu zagotovila 54.000 evrov. Za sofinanciranje pa se je letos odločilo tudi rekordno število podravskih občin. Imamo malo manj kot 90% podpisanih pogodb. To se že dolgo ni zgodilo. Upam, da to ni odraz prihajajočih lokalnih volitev. V zadnjem desetletju je bilo sicer samo v kmetijstvu za 100 milijonov evrov škode. Naša država pa spada med območja z največjo pogostostjo neviht v Evropi. Julija se tudi v Podravju začne žetež, čeprav je letos zaradi dežja nekoliko kasneje, pa v vreme včeraj vse ni zagodlo ženica. Na Polenšaku so namreč pripravili že 51. praznik žetve pšenice po starem. Pred številnimi obiskovalci so oživela že skoraj pozabljena kmečka opravila, vaščani so prikazali tudi stare navade ob spravilu pšenice ter pripravili razstavo kruha in pogač. 25 ženic je na vaški njivi takole poprijelo za srpe in kose. Delo je izurjenim ženicam, kot je 90-letna domačinka, šlo hitro od rok.
sem žela od 15. leta pa do danes, vsako leto gospodinja pa pogača na mizo, pa še mene za šurc nese otrokom domov. Pa bilo veselo. Po obilni malici je bilo treba žitne snopiče spraviti do domačije za mlatev. Sprva so to počeli ročno, nato s pomočjo strojev. Z cepmi, z treš mašinom, tudi z geplom bomo mlatili, to je stroj, katerega poganjajo živina, voli. Mi bomo danes sicer pokazali to z konji, potem bomo mlatili tudi z mlatilnico. Za moko so nato zmleli zrnja pšenice. Z žrmnami na kamne in še enimi drugimi žrmnami. Potem bomo pa še pokazali, kako so slamo zrezali. Težaškega dela se nekateri še dobro spominjajo. Danes pride kombajn, ne pa zmlati vse v 1 uri, takrat smo pa ujutro ob 3 začeli, pa kje do 12. Zjutraj so šli žet, mi otroci smo pa šli, pa so pol snopje v kup znosili, pa naredili take stave, ne. In tisto smo sušili tako dolgo, da bo zrnje suho. Še nisi obogal, so rekli, zdaj pa ne boš jel, ker je tega delo, da je ne je. Na razstavi kmečkih dobrot je med 51 vrstami kruha izstopal tisti s posušenimi paradižniki. Več vrst gibanic, kot so ajdova, naše polenske, ne, pa krapce, dosti, pač vse iz kvašenega testa. Etnografska prireditev je tudi letos pritegnila več tisoč obiskovalcev. Na kratko o gospodarski temi. Okrožno sodišče v Kranju je danes začelo postopek prisilne poravnave nad Alpino, potem ko so s tem soglašali finančni upniki podjetja. V nadaljevanju pa še pregled drugih domačih novic. Državna volilna komisija prešteva glasove predčasnih volitev v državni zbor, ki so po pošti prispeli iz tujine. Komisija je v tujino poslala slabih 72.000 glasovnic. Tako bo kmalu tudi dokončno jasno, ali se je v parlament uspelo prebiti Slovenski ljudski stranki, ki je tik pod 4-odstotnim pragom. Po objavi uradnih rezultatov se bodo začeli tudi koalicijski pogovori z najverjetnejšim mandatarjem Mirom Cerarjem. Rezultate volitev bosta danes analizirala izvršni in glavni odbor Slovenske ljudske stranke. Sestal se bo tudi svet državljanske liste, ki je ostala daleč pod pragom državnega zbora. Z današnjim dnem začnejo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Kandidature za župane in člane občinskih svetov lahko vložijo stranke, mogoče pa kandidirati tudi s podpisi podpore skupine volivcev. Obrazec podpore na pristojnem upravnem organu in kandidatne liste možno vložiti do 10. septembra. Po novem pa lahko za občinske svete kandidirajo tudi državljani drugih članic Evropske unije, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. O polnoči se bodo znižale cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 2 centa, 98-oktanskega pa za dober cent. Za dobre 2 centa na liter se bosta pocenili tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Na naših avtocestah je vse več kraj, zato policija poziva k previdnosti. Tatovi so večinoma tujci in delujejo v organiziranih skupinah. Leta 2011 in 2012 je bilo takšnih kraj okoli 280, lani pa kar 461. Nepridipravi so voznikom in potnikom na postajališčih odtujili za skoraj $500,000 gotovine, tovora in drugih vrednih predmetov. Velikokrat, predvsem po noči, tatovi vdrejo v vozilo. Pri tovornih vozilih pa se lotijo tudi kraje dizelskega goriva iz rezervoarjev. Na Ravnah na Koroškem ob sobotah v medgeneracijskem centru priredijo tako imenovano banko hrane. Ljudje lahko prinesejo odvečno sadje in zelenjavo z domačega vrta ter jo zamenjajo za druge pridelke. Miza ponuja domače dobrote, ki jih ljudje prosto prinašajo in odnašajo. Naravnost direktno iz vrta sem priletela in sem prinesla jabolka in hruške domače. Na svojem vrtu nimam še kumar in so mi zelo dobrodošle. Imela sem pa čebulico, pa sem čebulico prinesla. Namesto da ti gnije v hladilniku doma, če imaš ogromno določenih zadev, prineseš sem, zamenjaš, vzameš česa nimaš na vrtu.
Na voljo so tudi izdelki, ki jih v medgeneracijskem centru pripravljajo na kulinaričnih delavnicah. Ob mizi so dobrodošli vsi, tudi če sami nimajo kaj ponuditi v zameno. Lahko prispevajo pa kakšno idejo ali prostovoljno uro v centru. Predvsem želimo ponuditi prostore za druženje, za sodelovanje. Tudi veliko je blokovskih naselij tukaj, ki nimajo možnosti vrtov, tako da lahko tudi poskusijo domače izdelke. Ideja se mi zdi super, bom rekla, vidim stvari, ko jih nimamo doma, pa tudi malo druženje je zravno, ne? Prineseš, pridejo, hodijo ljudje, da še srečaš koga. Ob obisku postrežejo še s kavico, zato le pogumno pobrskajte po vrtu, če imate česa preveč, ali zgolj pridite na prijetno druženje in po solato za kosilo. Družili pa so se tudi v Laškem, kjer se je končala 4-dnevna prireditev Pivo in cvetje. Organizatorji ugotavljajo, da je v kraju v teh dneh obiskalo okrog 100 000 ljudi, predvsem zaradi glasbe in piva. Vsako leto jih vse več pride tudi iz tujine. Na prireditev Pivo in cvetje obiskovalci že pol stoletja prihajajo zaradi podobnih stvari. Imamo srečo, prijemo iz morja direkt sem in je fantastično. Zaradi dobre družbe, vzdušja in seveda najbolj ognjemeta. So obiskovalci prijazni? Ja, vsi. Pa veliko je tujcev, sem opazila. Laško pivo, fešto, super. I'm from Ireland and it was my girlfriend's birthday, so we got our ticket to the festival. We're from the Netherlands and we stay here in holiday. And we saw this festival, so I thought, okay, we have to go here. We come every year because we like it. I always come with my husband and the kids. Petkov obisk krog festivala je bil precej boljši od sobotnega. Elvis Jacksone smo prišli iz Maribora, tako da se je splačalo. Mi smo došli iz Hrvatske na George Clinton Funkadelic, na najljepše mjesto v Sloveniji. Ljudje pridejo na to prireditev tudi. Pa se odpiram. Pijančevanja je manj kot pred desetletji, pa vendar, preverimo. Preveč bo pokazalo. Ker je cajt nalaga. Mama, naglej tega. Žur je bil, morda zaradi vse manj denarja v žepih z malo bolj kislimi obrazi Slovencev. Tujci pa so v Laškem uživali, saj je zabava za zelo nizko ceno zanje vrhunska. Zdaj pa nazaj na Ptuj, kjer je muhasto vreme ni odgnalo tamkajšnjih gostov. Slovenska kopališča s pokritimi bazeni tako k sreči ne samevajo. Obiskali smo terme Ptuj, kjer skrbijo predvsem za dobro telesno pripravljenost svojih obiskovalcev. V blagodejnih učinkovinah termalne vode so na Ptuju pred davnimi časi uživali že stari Rimljani. To poletje pa bodo na svoj račun prišli predvsem tisti, ki želijo tudi čez počitnice ostati v formi. V termalnem parku so se namreč odločili za aktivno kopalno poletje. Gre za športno-animacijske dogodke, potem večerne zabave z nočnim kopanjem za otroke, za mladino, mlade po srcu. Letos poleti imamo poleg te vodne aerobike, akvazumbe za otroke in odrasle, imamo tudi potem ustvarjalne delavnice za otroke in pa animacija zorb žoge. Da kljub nekoliko nižjim temperaturam, tudi tiste manj aktivne nezebe, skrbi prijetno topla termalna voda. Otroški bazenčki imajo malo više temperature, okrog 30 stopinj, igrala otroške drče, dočim bazen z valovi, masažni bazeni so tudi nekje okrog 30 stopinj, olimpijski bazen in bazen s tobogani pa imajo temperature tam okrog 27. Pestre pa bodo tudi noči, saj lahko do septembra v termah obiščete kup koncertov in zabav, se podate na nočno kopanje, prisluhnete vinskim zgodbam ali si v balonarski noči ogledate Ptuj iz ptičje perspektive. Da bo za obiskovalce privlačno tudi središče mesta, so se na Ptuju lotili obnove mestnega trga, ki je bil nazadnje prenovljen leta 1960. Trg na novo tlakujejo, zasadili bodo tudi drevesa. Ob tem bodo delno preuredili krake ulic, ki vodijo do trga. Slavnostno odprtje prenovljenega trga bo 1. avgusta na ptujski občinski praznik. Investicija je vredna dobrih 700 000 evrov. Na Dravi je bilo preteklo soboto v Dvorjanah pri Mariboru že 30. tekmovanje z gasilsko-reševalnimi čolni. Tekmovanje je za podravske prostovoljne in poklicne gasilce dobra priložnost, da preverijo, ali so dovolj usposobljeni za reševanje ob poplavah in v vodi. Po dopoldanskem uradnem treningu se je opoldne začelo zares.
Na vodnem poligonu, brez večjih napak se ga da prevoziti v 2 minutah in pol, se je pomerilo kar 38 ekip. Mečejo vtopljence, oziroma obročna vtopljenca, vežejo ta nenaševalno zanko, vožnja vzvratno in pa ta vožnja osmica levo-desno. Taki vodi, kot je današnja, teh intervencij ponavadi ni, razen kakšen vtopljenc, mogoče prav vtopljenc, čisto drugače pa so pogoji ob narasli reki Dravi, tam pa seveda se ta nivo reke Drave dvigne za več metrov in so ti pogoji čisto drugačni. Vsaka napaka tekmovalce drago stane, saj se jim odbijajo točke. Pa no, vse je kar šlo, ampak vse se zgodi, naprimer, malo skreneš s poti, pa je to čisto drugo, ne? Voda le svojo naredi, ne? Čista sreča je tu, ne? Tudi pri reševanju potem čista sreča? No, to je zdaj tekmovanje, to ne smete tako gledati, ne? Letos sem komaj zaposlil, tega sem prvič, ja. Po moje bi mogel dober rezultat biti. Tudi tokrat so sodelovali gasilci iz Avstrije in Hrvaške. Znači mi smo na moru, mora nemamo, moram biti iskreno, ovakve pripreme, više se bavimo ronjenjem, znači pripremamo nekakve aktivnosti pod vodom sa roniocima i imamo, znači moja potreba i 2 broda vatrogasna s kojima jednim dijelom se bavimo i ekološkom zaštitom. Zvečer so se dvorjanski gasilci ob veselici oziroma prazniku mornarice razveselili tudi novega gasilskega avtomobila in reševalnega čolna. V Ljutomeru pa se je konec tedna končal 10. Grossmanov festival filma in vina. Kot vsako leto je ponudil na ogled številne fantastične, grozljive in kultne filme. Na festivalu so podelili tudi nagrade Hudi maček. Častnega hudega mačka za življenjsko delo je prejel srbski režiser Đorđe Kadijević. Hudega mačka za najboljši celovečerni film pa ustvarjalci madžarske črne komedije Nebeška izmena. Ljutomer je sinonim za ljubitelje filma že od leta 1905, ko je Tod Karl Grossman posnel prve metre filma, zato je praktično samoumevno, da so festival poimenovali po njem. Skromnim, a obetavnim začetkom je v 10 letih postal mesto za drugačnost, drznost in žanrski film, letos na 6 prizoriščih. Dejansko posvečamo veliko pozornost filmu, nekim žanrom, nekim pozabljenim nišam, ki se recimo, bom rekel, večji festivali z njimi ne ukvarjajo. Zato mogoče, bom rekel, pritegnemo ene vrste občinstvo, ki je mnogo večje, kot si predstavljamo. Zato ima tudi ocenjevalna komisija vselej zahtevno nalogo. And the films were great. Really, I was so surprised. The sort of films I personally don't ever see. So coming here to see all these films has been an eye-opener for me. Zadnji dan festivala pa so največ dela imeli maskerji, da so obiskovalci lahko dočakali svoj trenutek preobrazbe. Oni znajo, majstri so, bilo je super, ko smo potrpeli, hitro je šlo. It's fantastic. Love it. I feel more alive than I ever have. Najbolj pomembno pa je pol tudi gibanje zombija. Na to mi maskerji ne moramo vplivati, ampak to je če vse pa še skupaj. Novopečeni zombiji so se očitno zlahka vživeli v novo vlogo in se najprej odpravili na zumbo in tek, na koncu pa zaplesali še zombi četvorko ter tako razposajeno, zastrašujoče, predvsem pa slikovito zapečatili jubilejni festival. Še šport. S tekmo med Celjem in Zavrčem se je ta konec tedna začela 24. sezona slovenskega nogometnega prvenstva. Prvih točk so se veselili nogometaši iz Zavrča, ki so zmagali z 1-0. Minimalna zmaga Zavrča v Celju. Domačim v rumenih dresih pa je lahko žal, kaj vse so zapravili na tekmi. Zavrčane je že v 3. minuti reševal vratar Ranilović. Hitro zatem jim je 3-krat pomagala še vratnica, kar 2-krat v enem napadu. Celjani so prevladovali. Haložani so imeli v teh trenutkih ogromno sreče, pa tudi razpoloženega Ranilovića, ki se je vrnil v slovensko ligo. Tudi Bajdega v tem poskusu ni uspel premagati. Zavrčani z novimi hrvaškimi okrepitvami so udarili le tu in tam. Resne nevarnosti za celjski gol ni bilo. Nato pa drugačen drugi del. Simon Rožman, novi celjski trener, odgovarja, zakaj njegovi izbranci niso nadaljevali v enakem ritmu. Mi smo zelo agresivno, visoko gor, nekako se odločili za visok pressing. Enostavno takega tempa ne moreš držati. Je pa res, da če bi nekako rezultatsko bili, bom rekel, nagrajeni, bi vsekakor prišla neka dodatna energija. Celjani so po številnih zapravljenih priložnostih prejeli bolečo klofuto. Z velikanske razdalje, iz prostega strela od Nikole Šafarića. Tekla je 75. minuta. Definitivno se nam je bilo točno tako, kako smo želeli, točno tako, kako smo se med polčasom dogovorili. Točno tako smo malo prevzeli to neko inicijativo in hvala Bogu dali gol. Ranilović je bil ključni završki igralec.
Pri strelu Ahmedija mu je sicer še četrtič pomagal v okvir gola, najbolj pa se je izkazal povsem ob izteku tekme. Celjani so dobili najstrožjo kazen. Ranilović pa je ubranil strel Verbiču za sladko zmago Zavrča. Tudi mariborski nogometaši so novo sezono državnega prvenstva začeli zmagovito. A velenjski Rudar je bil tokrat v Ljudskem vrtu kar trd nasprotnik. Edini zadetek so Mariborčani dosegli šele 20 minut pred koncem srečanja. Pojdimo od začetka. Najprej dve priložnosti Velenjčanov. Dvakrat je poskusil Eterović, izkazal se je Handanović. Potem dve priložnosti Mendija. Junak ob teh poizkusih Mendija, vratar Rozman, ki se je izkazal tudi pri dveh priložnostih Tavaresa. Potem pa priložnost za Eterovića in spet odlična obramba Handanovića. Ob koncu polčasa pa priložnost za Kneževića in še za Vršiča, vendar polčas je končal 0:0. V drugem delu najprej priložnost za goste. Poizkusil je Führer, izkazal se je Handanović, potem je poizkusil branilec Jahić, spet odlična obramba domačega vratarja, no potem pa do konca srečanja priložnosti za Mariborčane ali drugače povedano za Ibrahimija, vendar vedno na pravem mestu Rozman. Odločitev pa v 71. minuti, protinapad Mariborčanov, Vršič je natančno podal rezervistu Villerju in ta je dosegel zmagoviti zadetek za državne prvake. Torej v Mariboru, Maribor Rudar v dobri predstavi 1:0. Zelo dobro je to, da smo bili v fazi obrambe dovolj dolgo koncentrirani oziroma celo tekmo, da nismo dovolili presenečenja. Vedeli smo, da igramo dobro in da se nam bo slej ko prej v fazi napada tudi odprlo. To se je zgodilo, lahko bi zdeli še večkrat, ampak kljub temu prva domača na derbiju proti kakovostnemu nasprotniku, zaslužene 3 točke za nas. Sledi še pregled mednarodnih novic. Začenjamo v Združenih državah in Izraelu z odzivi na dogajanje v Gazi. Varnostni svet Združenih narodov na pobudo Jordanije razpravlja o naraščanju števila žrtev v Gazi. V enem dnevu je bilo tam ubitih 100 Palestincev. Obe strani, Izrael in Hamas, je pozval k takojšnjemu končanju spopadov. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, ki je zdaj v Katarju, je ostro obsodil vojaško operacijo v soseski Šedžaja, kjer so bili prebivalci 12 ur ujeti v navzkrižnem ognju. Izraelska operacija Zaščitni rob je v Gazi zahtevala že 500 življenj. Med spopadi ob odboru izraelske kopenske vojske v Gazo pa je bilo ubitih tudi 18 izraelskih vojakov. Za vsega sveta se še naprej vrstijo pozivi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu naj prisili upornike na vzhodu Ukrajine k popolnemu sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki, ki skušajo ugotoviti vzrok strmoglavljanja malezijskega potniškega letala. Od 298 trupel potnikov in članov posadke so jih doslej našli 251. Drugod na vzhodu Ukrajine pa se medtem nadaljujejo spopadi med ukrajinsko vojsko in uporniki. Italijanska mornarica je iz Sredozemskega morja ta konec tedna rešila okoli 1800 afriških prebežnikov, pri čemer je neka trgovska ladja pred obalo Libije naletela na nekaj 10 plavajočih trupel, saj naj bi prenatrpana ladja potonila. Italijanske oblasti ocenjujejo, da je njihova mornarica letos rešila že okoli 70.000 Afričanov. Narašča pa tudi število umrlih prebežnikov. V prvih 6 mesecih letos so v Sredozemskem morju našteli že najmanj 500 utopljencev, lani v vsem letu 700. Južni del Kitajske je zajel najmočnejši tajfun v zadnjih 40 letih. Po zdajšnjih podatkih je ob tem umrlo 17 ljudi. Veter piha s hitrostjo več kot 200 km/h, gmotna škoda je velikanska. Tajfun je na začetku prejšnjega tedna pustošil že po Filipinih in zahteval 94 življenj. Princ George, sin britanskega princa Williama in njegove žene Kate, se je, kot kažejo posnetki, še pred svojim prvim rojstnim dnem, ki ga praznuje jutri, naučil hoditi. Poglejmo še v nebo, ki nam bo prineslo malce dežja. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, možne bodo posamezne nevihte. Tudi v sredo bo sprva pretežno oblačno, občasne bodo še padavine in nevihte. Popoldne se bo ponekod delno zjasnilo. V četrtek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Toliko v ponedeljkovem dnevniku. Če ste ga zamudili, vabljeni na našo spletno stran, kjer najdete arhiv vseh oddaj, ki jih pripravljamo na televiziji Maribor. Znova nasvidenje v večernih novicah ob 20.